Govorili bomo o plonkanju oziroma prepisovanju, ki sicer lahko prinese dobro oceno, ne pa tudi znanja. Kako plonkanje poteka in kaj se zgodi, če te pri tem dobijo, so nam zaupali sedmošolci osnovne šole Komenda Moste. Pri pisanju testov je za nekatere učence zadeva preprosta. Če znanja ni v glavi, ga poiščejo kje drugje. Skrivna mesta pa so različna. V puščici, pa v žepih, pa v glavu, če se kaj naučiš. Daj, kakšne malenkosti napišem na roko. Ja, ponavadi jih podlistam, pa jih pa sam malo ven, pa ko učilec pride, pa sam nazaj hitro not. Jaz si probam stvari zapomniti, drugače dobim najslabo oceno. Plonkce pa nikoli ne delam, ker mi je brez veze. Plonkanje pa spada med tiste reči, ki so v šoli prepovedane. Ja, je narobe, da delamo kaj, kar je prepovedano, ampak včasih pač ne moreš drugače. No, sej ponovadi si doma kaj naučiš sam, pa kakšno stvar pozabiš, pa si jo hitro potem na plonkac napišeš. Znanje je bolj šibko, pa sam bolj pomembno je, kakšna ocena je. Učenci te šole so napisali celo raziskovalno nalogo z naslovom Kar še niste vedeli o plonkanju in ugotovili, da učitelji pri plonkanju zalotijo le redke. V nekaterih učiteljih so, da ti da negativno oceno ali pa da ti vzame test, pa oceni to, kogar si naredil. A kazni niso namenjene same sebi. Načeloma goljufanje v življenju niti ni tako dobro, ker se slej ko prej vrne kot negativna posledica. To je pač delo šole, da jih poskušamo prepričati, da z delom in s trudom, z vztrajnostjo se pride do ogromno rezultatov. Mladi raziskovalci so v svoji nalogi o plonkanju ugotovili, da je število učencev, ki ocene dobijo na pošten način, in učencev, ki plonkajo, že več let bolj ali manj enako. Tako ni strahu pred hudim razmahom tega početja, niti pred tem, da bi plonkanje izumrlo.